Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, nocoj z menoj legenda, ki ne rabi nobene predstavitve, Martin Strel. Lep pozdrav. Dobrodošel v naši oddaji, hvala lepa, da si prišel. Hvala za Da si poziv. vzel čas v svojem napornem urniku in moram reči, da si v bistvu, mimogrede vprašal sem za dovoljenje za tikanje. Ne? Ja, seveda. Ne, da bo kdo rekel. No. Mi legende svetovnega kova še nismo imeli. Ti si danes tu. Ti si Hvala lepa. plavalec, si kitarist, si filmska zvezda, ne moramo reči, da ni promotor cvička. Ti si vse to v eni osebi. Jaz sem imel vedno občutek, ko sem tebe spremljal, da ti je ratalo, kako bi rekel, tako kot igrice igramo, računalniške, pa jo zmagamo, da je tebi to uspelo z življenjem. Ja, večkrat sem se dejal, da sem kot neki Charlie Chaplin, ko je bil neka posebna figura filmska, ali malo Einsteinu podoben. Ja. Ljudje se rodijo. Človek se rodi, nikoli ne veš, kaj boš. Ne veš, kaj se bo dogajalo s tabo, ampak kar dogaja se. Neka energija te pele nekam. Jaz se nikoli nisem mislil, da bom postal to, kar sem, kar se mi je zgodilo. Da bom pristal v filmu. Jaz nisem vedel nič v filmu. V plane, v teh znamenitih veletokih, to sem gledal po televizijah, tam na mapah, v šoli smo se učili, da mi je zdaj Amazonko plaval, sploh nisem vedel točno, kje to je vse, kako to, da se bom s cvečkom ukvarjal, ko sploh nikoli, jaz nisem do 27 let alkohola pil. Jaz pa do 30. To imamo pa podobne. Bravo, imamo. Vodim za 3 leta. No. Edina stvar, pri kateri to vodim. Tle pa res. Okay. Se pravi, marsikdo reče, ko je otrok, pa se začne ukvarjati s tistim, s katerim se potem v življenju ukvarja, da to že takrat začuti. Si ti začutil, ko si se naučil plavati, pri kolikih letih? Ja, jaz sem doma na dvorečju delal mlinčke na potočku in sem tam rezal tiste vrbe, da sem sestavljal tiste mlinčke. A ni bilo enostavno narediti majhnemu otroku tam en mlinček, pa da se bo vrtel. Ja. Tam voda je tekla, pa sem postavljal, pa ne šlo. Potem končno, evo, vrti se. Mama, sem klical, pridi pogledat, mlinček se vrti. To so neki občutki, ki grejo s tabo gor nekako, ne. Uspel sem. Potem je šla mama na stajnik covne prat, recimo, ne. To so na roke v tistih mrzih voja, s tisto žajfo na perivnki drgnili covne. Mama nikoli se ni naučila plavati, če danes ne zna. Ampak jaz sem bil zraven, jaz sem lovil ribice tam, rake lovil, žabe, vse, kar je bilo, se s kačami igral. In to začne spoznavati en tak drugačen svet, ki ga današnja mladina nima več, ne. Rasel sem praktično v sredi gozdov, se srečeval z medvedi, volkovi, jeleni, srnjaki, lisicami, zajci. Pač, ko bi bil sredi živalskega vrta, ne. Plus tega, da še veliko vode zraven, ne. In to raste tako podzavestno, ne. To je bilo moje življenje. In potem seveda vmes je prišla še muzika, ker sem bil na tem, ampak vseeno je bilo to v meni. To je raslo, ne. Moja želja biti v vodi. Spremljal sem že kot 10 let sem bil star. Sem spremljal vse te plavalne dogodke, ne, ko je Antonio Bertondo, znameniti Argentinec, plaval čez La Manche 2x61. leta. Jaz sem bil takrat star 7 let, pa to vem. In to je bilo za mene, wow. On je plaval daleč, sem pa tja 44 ur, prvi človek na svetu. Jaz sem se tu zapomnil, pa ni bilo televizije, ampak sem zvedel, sem dobil novico. In potem naprej. In tako naprej, to je bilo v mene zraven tistega pisma, kako bi jaz rad plaval, kako bi jaz rad prišel nekje iz tistega mokronoga, ko bi rekel Nasenfuss po nemško mokronoga, ne, ali pa wet foot po angleško. In rasteš tam z tistih krajev. Mokronog je lepo mesto, lepi kraj, tako, mi nismo nikamor šli, nismo rabili nikamor. Imeli se kavbojce, indijance, Nemce, partizane, športa, zima, poletje, vsega, krave smo pasli, igrali smo se, televizija ni ben gledal. Razen, ko je bila samo ena televizija, smo gledali Cassius Clay, Liston, te bokse, jak so bili takrat znameniti. Smo že ob 4 zjutraj čakali v vrsti, da smo prišli noter, pa enkrat na teden kino. Pa take stvari, drugače smo bili pa vsem tem feelingu. In to je pravzaprav ključ do uspeha. Ne, kako človek lahko uspe na en način.
Mi smo imeli svobodo kot otroci. Mi nismo imeli nekih zavor pri starših, da bi nas držali doma. Ko smo prišli domov, so nam dali jesti, veliko za jesti, da smo bili seti, potem pa odbajte stran, da nismo lumpariji, ne? Ker smo mi lumpariji zganjali, se ni bilo drugega. Sam kje boš kaj špelo, s fračo šajbo razbil, z lokom kakšno kuro ustrelil ali pa raco ali pa fazana, puščice smo delali, brusili, pištol, orožje je bilo ogromno takrat, ne? Po vojni mitralezov, se nismo vedeli, kaj bi delali, vsega smo imeli preveč. Jaz nisem vedel, kje je Ljubljana, kje je Zagreb, kaj je to, ker nisem rabil. Ja. Preveč smo imeli vsega. Preveč, že v šolo smo hodili, v šolo smo se vse zmenili, kaj bomo popoldne delali, naslednji dan. Mislim, neko zanimivo iz psihološkega vidika je tako rekel, tako življenje popolnoma drugačno, recimo, od današnjega, če si primerjaš s tem. Se pravi, če te prav razumem, bi lahko rekel, da nisi imel nekih konkretnih ciljev, takih kot uspeti karierno v življenju, sploh na plavalskem, ampak te je nekaj gnalo naprej, je tako. Taka kariera je lahko posledica nečesa, kar človeka žene, je tako. In zdaj me zanima, a te žene še vedno in ali se bojiš, da te bo kdaj nehal gnati? Ne, v meni še vedno želja. Res sem 70 let star letos, ne. Jaz gledaš 40. Ja, hvala lepa. Jaz gledam starejši. Ja, ok, bravo, hvala. Ampak jaz imam te številke samo za neke, tako, to so neke številke, kajti še vedno treniram enkrat, dvakrat dnevno, 10krat na teden najmanj, plavam isto hitrost imam kot pred 30 leti, razmišljam še bolj polno, kot sem včasih razmišljal, z vsemi izkušnjami, ki so, ne. Postal sem v bistvu prepoznaven po celem svetu, saj kamorkoli grem, ni važno, katere države na svetu, saj sem 152 držav prepotoval. Jaz nisem kot Messi, pa Ronaldo, ko gre po cesti, pa Djokovic, pa Federer, upijo trume za njim, to nisem jaz. Ampak ko ljudje zvejo, kdo sem jaz, se pa podobno z mano dogaja. Gremo v favele, recimo v Brazilijo, ne prepoznajete, pa ko pa zvejo, kdo sem, ne, potem pa 1000 ljudi za mano, a znaš žogo brcniti, tam moraš poštovati nogomet pa žogo, to je prva stvar. Ja. In tako gre vse to z mano, v moji glavi sem še vedno mlad, pozitiven, danes, ko v bistvu rabimo, moj slogan je Swimming for peace, friendship and clean waters, ne, za mir, prijateljstvo in čiste vode. To je moj slogan in s tem sloganom potujem po svetu. Danes v tej situaciji, kakršno imamo, potrebujemo mir, potrebujemo prijateljstvo, potrebujemo čisto vodo. Svet trenutno ni na pravi poti, mi smo na poti navzdolj. Tukaj imamo strahotne orkane, strahotna neurja, ki razdirajo celo Evropo, od Poljske dol preko Nemčije, Avstrije, Italije, Slovaške, dol preko Slovenije, lansko leto, strahota, to se dogaja isto v Bosni, dol gre že nižje. Kaj bo to v prihodnih letih? Kdo je kriv temu? Zakaj je vsemu temu? Jaz bi te stvari spremenjal svojim plavanjem okoli sveta in dobil okoli sebe ljudi, ki so isto misleči kot jaz. In kot imam v sebi tisto misel, da vse v življenju mi je uspelo, česar koliko sem se lotil, sem tudi z tem projektom še vedno zelo pozitiven, čeprav ga že več let delam in na tem projektu bom delal, ne. Mogoče se bo že letos naredila velika prekretnica glede tega. Jaz imam v glavi stvari, za katere sem prepričan, da bojo spremenile stvari na bolje. Samo glede ekologije, če pogledamo danes, koliko imamo bolezni, ko gre ljudi v bolnico, zdravniki niti ne vedo, kaj je bolan človek, kako bolezen, to se kar dogaja, skozi nove bolezni, novi raki. In zakaj se to dogaja? Odgovora ni, no, jaz lahko povem, da od tega, kar odihamo, kar zaužijemo, kar popijemo, hrana povzroča to, ker smo ves svet, smo praktično, prostite izrazu, zasrali s kemikalijami, pesticidi in vsem mogočim in to počije človek, organizem, seveda nihče ni za večno. Kot dr. Andrew Weil, ki piše o tem, tako imajo longevity ali dolgoživosti, s kateri smo predavali na Golden Gate Institutu v San Franciscu, mi je rekel, Martin, ti boš lahko živel nekje med 130 do 140 let.
če nam prej umrl, če se malo pohecam. Ne? Ja. Ampak on ima prav, jaz se strenjam z njim. Te njegove knjige so tudi v Sloveniji, se to dobi v slovenščini. Čitajte, to on je prodal preko 170 milijonov knjig, največji zdravnik na svetu trenutno. Živiva oba v Arizoni, zanimivo, ne? In jaz njega poslušam. On je mene poslušal, sem jaz predal, on je edini ploskal v dvorani meni, kar sem jaz govoril, pa ga nikoli nisem videl, tako smo se spoznala. In s takimi ljudmi sem jaz sposoben spremeniti svet na bolje. To imam v glavi. Po vseh teh preplavnih stvareh, ki sem jih naredil, po več kot 150 državah, ki sem jih obiskal, ko sem se srečal z vrhom politike, s spodnom, z najnižjimi sloji, z športom, filmom. S svojim filmom sem uspel praktično 4 leta potoval po celem svetu, samo od festivala na festival. Včasih smo mogli po 4, moj sin, direktor John Mayer, Gwen, Molly Lynch, žena, partnerica, ker v preveč festivalov, ko so nas klicali. Tudi v filmu sem se ogromno tega naučil. In preko filma prišel do imen, kot so Steven Spielberg, Werner Herzog, snemal v hiši Roberta Redforda v Sundanceu, v Utah, v Park Cityju. In drugi, Matt Damon in vse te zadeve, Olivia Newton-John, s katerimi sem sodeloval precej tesno. Olivia Newton-John je producirala film. Ja, ona je v začetku sodelovala z Marijo Florijo, ki je tudi Oscarja dobila za Tibet. In je ona izbirala moje footage, tako reče, material, ki prihaja iz Amazonije, da ne bi ona vlaga vse uničila, tam je strahotna vlaga. Ja. In mi smo kompjuterje zgubljali, baterije, Maglite celo je šlo, vse v rak vzel. In smo se zelo bali, da ne bi to, tako, to bi bila strahotna škoda. Škoda, ja. In ko je tam so se z Olivia Newton-John dobivali na kavici, in tako je Olivia Newton-John, to je bilo zelo všeč, to, kar sem jaz počel, tako da so se celo malo zapletla potem. Ja, in, tega pa ne more vsak reči. Ja, to je pa tako, kot bi jaz rekel, recimo sem pa malo z Angelino svojega zašmirala. Ja, z Angelino, ne, čeprav sem je tudi srečal, ampak res? Z Olivia Newton-John pa meni je častno dejanje, da se ona mene izbrala in tako naprej, da smo se potem spoznali. Spoznala sva se sicer v Gobi puščavi na meji med Mongolijo in pa Kitajsko. To je najbolj nora stvar, ki jo lahko človek reče, da ga je zašmiril z Olivia Newton-John v Gobi puščavi. Ja. Kitajska še nisem. Pa še res je bilo, ne? Ja. Ker ko sem prišel v Los Angelesu po Amazonki, bil sem 6 tednov, lahko bi se srečal tam, ampak jaz sem sam bil okupiran z intervjuji, zato sem tudi tam bil, da sem delal intervjuje. Ja. Recimo za New York Times kar en teden sem delal, ne. To so razni podlistki, tisti revije, časopisi in vse slikanja, to je bilo kar veliko tega. Samo za en časopis en teden delal, ne. Zelo profesionalni, pa še kaj zasluži. Še kaj zasluži v Ameriki. In tako te življenje pele nekam, jaz ne vem, kako bi to razlagal. To, aj ti namenjeno ali pa ne. V življenju so neke silnice, neke energije, ki ti peljejo nekam. Če si fokusiran v nekaj, če veš, kaj bi življenje dosegel, kar nekaj na pamet skakati, sem pa tja ne gre, ampak neko črto moraš imeti. Zdaj, ko smo že pri teh boleznih, pa pri teh zadevah, zdaj gotovo si že razlagal v teh plavanjih, kaj si vse tam doživel, kako so živali, pa to, pa se ne bi tukaj te detajle spuščal, pa me bolj zanima tvoja odpornost, ker to je reka, v katero se spuščajo gospodinstva držav tretjega sveta. Jaz recimo sem živčen, če že na ulici v lužo stopim, ker ne vem, kdo je not scal, pa kje bakterije ima. Ti si bil pa koliko dni, 50, 100 dni v vodi. Jaz mislim, da odkje ta odpornost? Boš rekel, da je to samo v pazljivi izbiri prehrane pa tega, ker si prej to omenil? To, ko sem jaz v življenju pretrpel, ne privoščim nobenemu. Na kakšen način? To, ko sem jaz bil bolan, ne privoščim nobenemu. Si bil bolan? V preteklosti? Ja, zelo. Mislim, zbolel sem, ko sem plaval te reke. Recimo, na Donavi sem še kar preživel na Mississippiju, dol od Natcheza proti Vicksburgu. Recimo? Ker je v Memphis spuščal preko 2000 kemikalij noter. In jaz sem fasal noter, pride to v jetra, v notranje organe in mi dvignilo temperaturo na 41,2 sem imel temperaturo. In jaz sem vseeno plaval.
In sem bil 5 dni, sem po kolenih hodil, plaval sem lahko hoditi, pa nisem mogel. Hudo je to, ne? Recimo puls mi je bil tam na 180, pa nisem nič delal, sedel sem in so me zgledam, da me ne kabzo dela, so me obljivali. Isto se je ponovilo na Kitajskem. Zadnje 3 tedne sem vsak dan v bolnici. Imel sem odličen medical team na ladji gor, Kitajce, ki so poizkušali vse te uničiti. Jaz, ko sem prišel iz ladje ven, gor na jesti, na kosilo, sem mogel stopiti v tak škof velik, ker so bile not taki stvari, da so uničili te parazite, ker preko 2200 kemikalij različnih v Yangtze-Kiangu. Mrtvo reke, sem plaval to not v tem. In ko sem zbolel, kajti na infekcijski kliniki tukaj v Ljubljani je dr. Kotarjeva, ona je rekla, čudim se, da si še živ, ne, dr. Tadeja Kotar. Njej se moram reči zahvaliti, kar je za me naredila. Ona se je zelo potrudila za mene in tudi Amazonko, da sem uspel premagati, gre velika zahvala njej. Ona je vedela tako v meni stvari, potem smo pucali jetra, jaz sem fasal, ne, to je na meji raka že. In pa smo končno spucali te jetra nekje, da sem spet nekje normalno. Ljudje tega ne vejo, to so stvari. Ljudje samo vejo, tam plava nekdo med krokodili, kače, pa tako naprej, pa to vse, kar je, ne. Ampak te stvari, kako pride do teh projektov, kaj stoji, kako sem se spočutil, tega ljudje ne vedo. Zato to, kar sem jaz naredil, to je težko speljati, bom rekel, ne zato, ker sem jaz, bodo rekli Slovenci, sam sebe hvališ. Jaz sem bolj ameriško orientiran in v Ameriki se moraš hvaliti, koliko ljudje poznaš, kaj si naredil. Ljudje v Ameriki rabijo junake in so s tabo, cela Amerika te podpira, Kanada, Avstralija, Japonska in tako naprej. Mene imajo tam zelo radi. V Sloveniji to se malo krešejo zadeve, eni reče tako, drugi tako. To me zanima, zakaj misliš potem takem, da Slovenci pa nočemo tega heroja? Zakaj nekoga... Mi smo premajhni, ne? Je to to? Mi smo premajhni. Slovenija ne dosega. Če samo gledaš recimo finančno to konstrukcijo športnikov velikih, kdo pa žive od slovenskega denarja? Malo jih je, ne? To je bolj, nam rekel, da je revščina, ne? Vse je neki nadstandardni program. Vzameš enega Zorana Dragića, ki je tudi v Ameriki sicer bil, gre moja zahvala, da sem mu jaz pomagal, da je prišel do Gogija tam v Phoenixu, Arizona, ampak tlele v Olimpiji igra, ne? Razlika, da ti dobiš milijon na mesec, ne, ali pa 10 000 evrov. Pa še 10 000 evrov je napram drugim ljudem, ki morajo delati po 10 ur, 8 ur na dan, pa zasluži 1000 evrov, ne, je to, ne, ampak v bistvu ljubim ne ve, koliko je to stroško v športu, ne, tisti 10 000 evrov ne gre v žep. In recimo Slovenija, mi smo ne taka posebna podalpska deželica, tole je neko posebno pleme, to podobni Avstrijcem, Švecarjem, Tirolcem in tukaj recimo imamo zdaj enega Pogačarja, Rogliča, Dončića, take besere slovenskega športa. To Slovenije ne dojema. Vsi so plačeni zunaj, noben ne dobi skoraj nobenega denarja v tej državi. Hodijo sem, uživajo, Slovenija je krasna za živeti, tle je super. Gremo na morje, gremo v hribe, malo sem paket, to je uživancija. Samo denar delati pa treba zunaj. V Sloveniji vsega, sam denarja ni toliko. In pa tudi miselnost, recimo slovenska, ne bom nikoli pozabil Pogačarja, ko je prišel v Ljubljano, tam pred mestno hišo, je bilo par 100 ljudi, ko je prišel pa v Klanček, tam preko Mendiki doma, pa na 1000 ljudi, to je bilo vse zabito, muzika, že po cesti, harmonike, transparenti. Mene je sram, da se to dogaja, pa vse Slovenec ne nazadnje, ne, vse ko meni govorijo ljudje, se ta sploh ne plava, ta se čovna vozi, ne. Se dobro, da za Pogačarja ne govorijo, da se z avto vozi. A pa da ga veter. Se čudim, da je temu tako. Mislim, jaz Slovence ne kritiziram zaradi tega, ampak naša miselnost je popolnoma drugačna od recimo zahodne, Amerika, Avstralija. Meni v življenju nikoli noben ni rekel, ne, da se jaz vozim, pri tolikih kamerah, toliko ljudi okoli meni več čas, ne, pa da bi jaz na čovnih sedel, pa da bi me vozil, pa da jaz ne bi plaval, pa tako naprej. Mislim, malo hecno, ampak jaz to pustim, naredil sem dogodek, posnel film, napisal knjigo, ki je šla v 27 jezikov, prodal na vem koliko milijonov. Mislim, da sem več knjig prodal, ker cela Slovenija v 30 letih izgubaj. Ampak naj gre čas naprej, ko mene več ne bo, ko bom jaz vem, da bo spomenik stal.
A če ne druge, bo pa v Mokoronogu ali pa naprej, če na mojem posestvu bojo postavili neko obeležje in odprli nek muzej, ki imamo eksponatov za 2 muzeja. Eksponatov, spoti? Ja, spoti, sem zbiral vsega tega. Recimo kaj imaš? Imam ogromno slik, daril, ki sem jih dobil od raznih kraljev, predsednikov, normalnih ljudi, nagrad, pokalov in vsega tega. Aha. Recimo, če bi samo Južno Ameriko, Paraná vzel, jaz sem bil v 23 mestih proglašen za častnega občana. Na koncu me je sprejel predsednik Kirchner, ko sem prišel, me je sprejel podpredsednik Daniel Scioli, no tudi naš ambasador Bojan Grubovšek je bil zraven in skup naših Slovencev. Mi smo naredili dogodek dol za Slovence, ki ga v zgodovini ni bilo nikoli. Vsak dan na prvih straneh časopisov in pa bojo Slovenci rekli, da se spet hvalim. Rad povem resnico, ampak v tej naši Sloveniji bolj, da se lažem, kot pa da resnico povem, recimo, večkrat je tako, Rekel si, recimo, izjavil si, da lažje prideš da si včasih šel v Drnovšku na kavo ali pa na debato s Kučanom, zdaj pa lažje prideš do Obame, kot do Pahorja. Zakaj bi do Pahorja hodil? Zakaj si to delaš? No, do Pahorja lahko pridem, ker ga poklečem Borota. Sam zakaj bi? Zakaj pa bi sej Borot Pahor mi ne mora nekaj tako pomagati. Ja. No, v Ameriki pridem do vseh senatorjev. Če poklečem, če ne, oni poklečejo nazaj. Ko sem klical ambasado v Švici, ker sem želel v Švici obiskati enega milijarderja, da bi me uradno najavili, nikoli noben ni nazaj poklical. In take ljudje imam za amaterije. Sam sem profesionalec, čisti, edini jugoslovanski profesionalec sem bil za znamenitim Hrvatom Veljko Rogošićem in vse te projekte s ne bi nikoli speljal, če ne bi bil profesionalec. Jaz vem, da veliko ljudi na barki mene ni maralo, ker ko so govorili... Če govoriš o svoji ekipi? V svoji ekipi, ja, ker sem bil spartansko nastrojen, vse je moglo biti tako, brez napak, nisem dovolil, da se mi reče sorry. Meni se nima za kaj opravičevati, delaj tisto, kar moraš, ne bo treba sorry reči. Ker ena napaka bi bila, jaz bi šel. Mene krokodil požre, meni morski pes požre. In tle se je kup stvari dogajalo, zakaj jaz nisem dopuščal napak. Prišlo je celo do tega, da sem ljudi poslal domov, večina Američanov, ker so zelo bili na drogah, kokain, heroin pa take stvari, žal tega nisem vedel prej. In vse te stvari, ko si ata in mama, recimo za celo familijo, pridem na bar, ko sina vprašam, kako je situacija, so se kaj stepli to. Prav, ja, ženske nekaj komplicirajo, da jih deci šla, taj foriti pa to, In sem s fante poklical, sem rekel, a se to dogaja res, Nisem nič rekel, sem rekel, v redu, za prvič ne bo, drugič ne bomo več diskutirali, ampak s prvim avionom bo šel domov. Pa je bil pa mir, recimo, In najbolj srečni so bili, ko sem bil v vodi, ko mi ni bilo 6 ur do povdne, pa sem prišel do 20 minut na kosilo, pa spet 6 ur plaval, recimo, Če hočeš take projekte speljati. Zase pač trdim, sem edini na svetu, ki sem to naredil. In zdaj ljudje mislijo, da sem edini, da je to tako, da to ben ne plava, da je to kar tako nekaj za na krog namazati. Veliko ljudi poskuša to, kar sem jaz delal, sam jim ne uspe. Že v štartu vedo, da ko boš šli na Amazonko, da bo verjetno glava šla. Kako boš ti plaval, to. Ne bom naštel vsega, kar moraš znati, predno skočiš v vodo. Edino, kar mi pa zelo žal, leta 2007, ko sem končal Amazonko, je moja agentka za knjigo Margaret Gee iz Avstralije delala v Sydneyju TV show z Sir Edmund Hillary, ko je osvojil prvi človek. Zelo dobro poznam. Everest, 53 leta. S Tenzingom. Ja, s tem opremo. In midva septembra sem imela napovedan TV show. Človek je osvojil največ, to je britanska zadeva. On je bil sir po britanski kraljici. Se že zdaj en prehod imenuje po njem. Tako, ja. Hillary Step. Hillary Step, tako. Hillary Step je to, ja, tistih, ki tam je nevarno, nekaj karničar tudi smočal dal tam. In žal je avgusta pomrl, mi je njegov sin Peter sporočil. Mi je zelo žal, da do tega sreča ne prišlo, ker to bi bilo del zgodovine. Kar mi je tudi zelo žal glede športa, da lahko rečem danes z mojim prijateljem, bivšim Casey Sinclairem, Mohamed Ali, s katerim so oba živela v Arizoni, ko ni prišlo do tega dvoboja med Stevensonom, znamenitim Kubancem, takrat Castro ni
pustil, da bi prišlo, ker on ni maral Amerike. In taki cukrčki mi imamo. Ne nazadnje s Sašom Hribarjem sta planirala spet. Ja, Sašo Hribar, žal, sem zgubil izjemnega človeka, res, ne. Robi Rjavec tudi, ne. In to je bilo vse v 2 dneh narejeno. Sašo Hribarjem, ja, leta 2003 sva šla več kot 30 kg dol. Takrat je z Dimitrijem Mancevičem, žal že pokojnim, Petrom Mankovičem treniral. Vse so napore vlagali, da bi mene premagal tam v hali Tivoli, ki je bilo več ljudi zunaj, neko pa noter. Smo naredili res lep dogodek. Sašo Hribar je bil toliko frapiran, toliko ganjen, da je solze spustil. Je rekel, Martin, to, kar si meni naredil, kar sem jaz doživel s tabo, se ne more nikoli več ponoviti in se res ni. Ja. No, 3 dni pred njim umrl, sem šel na pot v Zagreb, sva govorila po telefonu 1 uro, da se dobijo v soboto. In mu začela tretma hujšanja prvih 100 dni, da mu šli pod 100 kg. Imel 135 kg skoraj. In mi govoril, ne, da ni dober, da je slab. Jamral mi je. Sem rekel, Sašo, predem v nedeljo, ker sobota ne morem, super. No, potem pa sem tam za Ljubljanco v petek zvečer, me sin kleče z Londona. Prav, tvoj prijatelj je šel. Pa nisem vedel, da on mi reče, Sašo Hribar, Bog te nima rad. Pa nisem verjel, sem rekel, pole pa nekaj ne štima, najbrž kaj narobe, ne, prav, ne, ba je, da je kap zadela. Škoda, no, mislim, je bil en tak biser tega slovenstva tukaj, ne. Sašota sem poznal še dol iz Krškega in pol tam iz Grosopla. Na mojih prireditvah je sodeloval. Res smo Slovenci veliko izgubili z njim. Martin, kdaj se vračaš zdaj v Ameriko nazaj? Ja, so se neke stvari zgodile, da moram tu ostati v Evropi. Dobil sem neke datume, so potrjene ure vse in moram to speljati na nivoju malo višje politike to. Tako da zdaj bi mogel iti oktobra, pa ne moram iti, moram preložiti. Še malo kasneje. Bom še malo kasneje. Sej meni je vse, da sem v Ameriki, pa tle, sej to je Amerika zame tle. Ja. Ko jaz rečem Američanom, da z Amerike prihajam v Ameriko, za Ameriko pa grem v Ameriko, ne. Pa rečejo, kje pa je to Slovenija, nikoli Američani sem pridijo, pa mi reče, da imam prav, ne. Ja. Recimo, ne. Slovenija je le neki cukrček, neki biser, to podajevski, to, ne. Mi ne znamo ceniti tega, smo to. Mi ne znamo. Mi sploh ne vemo, kaj imamo, mi ne vemo, kje živimo. Ker večina ljudi pozna Zagreb, Trst, pa Celovec, Slim, pamet doseže, ne. Pri meni te stvari zvenijo malo drugače. Se ti zahvaljujem, da si bil naš gost danes, da si vzel čas in ti želim srečno še pri prihodnjih projektih in upam, da po naslednjem velikem projektu pa priješ spet k nam. Hvala lepa za povabilo. Najlepša hvala. Najlepša hvala tebi. Mi pa se vrnemo takoj po oglasih, za vas imamo pripravljeno še ogromno stvari. Nič pametnega, ampak ogromno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.